Vsi mislijo, da je Microsoft zmagal v vojni za umetno inteligenco, vendar so jo morda pravkar izgubili čez noč, ker je Sam Altman pravkar sklenil posel v vrednosti $50 milijard z Amazonom, da bi zabodel Microsoft v hrbet. In skoraj nihče ni opazil. Na prvi pogled je videti kot še en ogromen posel na področju umetne inteligence. Toda v njem se skriva sprememba, ki postavlja Microsoft na stranski tir in odstranjuje edino klauzulo, ki je dejansko omejevala nadzor. In to spremeni vse. Ker tu ne gre več samo za gradnjo zmogljive umetne inteligence. Gre za to, kdo je njen lastnik, kdo jo nadzoruje in kdo je pripravljen za to porabiti milijarde. Ko bo večina ljudi ugotovila, kaj se je pravkar zgodilo, bo ravnotežje moči morda že izginilo. Prvo poglavje. $50 milijard vredna izdaja. Za javnost je OpenAI videti kot ena največjih zgodb o uspehu sodobnega časa. Startup iz Silicijeve doline, ki je skoraj čez noč postal splošno prepoznavno ime. Ustvaril je orodja, ki jih uporablja na milijone ljudi, potisnil umetno inteligenco dlje, kot je kdorkoli pričakoval, in vse skupaj ovil v poslanstvo za dobrobit človeštva. To je bila iluzija. V resnici je OpenAI zmešnjava, ki izgublja denar. Leta 2024 je bil njegov predvideni prihodek približno $3,7 milijarde. Izgube? 5 milijard. To je tako, kot da bi kupil srednje veliko letalsko družbo in jo vsako leto zažgal, samo da bi strežniki delovali. To ni vzdržen ali uspešen poslovni model. To ni znak zdravega, stabilnega podjetja in to ni bila enkratna stvar. To je bil trend. V prvi polovici leta 2025 so podatki razkrili, da je OpenAI izgubljal izjemne količine denarja, saj je ustvaril približno $4,3 milijarde prihodkov, hkrati pa zabeležil izgube do $13 milijard. Nekatere ocene kažejo, da bi lahko skupne izgube podjetja med letoma 2024 in 2029 presegle $140 milijard, a to ni tako presenetljivo. Učenje naprednih AI modelov ni poceni. Prav tako niso pocene plače vodilnih raziskovalcev in računalniških znanstvenikov, niti gradnja in obratovalni stroški podatkovnih centrov. OpenAI porablja denar z neverjetno hitrostjo. Celoten poslovni model temelji na prepričevanju vlagateljev, da bo nekega dne na nek način vsa ta izguba poplačana. Microsoft je verjel v to idejo. V OpenAI je vložil milijarde in si zagotovil, kar se je zdelo kot izključni nadzor nad najvrednejšim AI zagonskim podjetjem na svetu. Izvršni direktor Microsofta Satya Nadella je celo dejal, da ne bi bilo pomembno, če bi OpenAI jutri izginil. Imamo podatke, pravice intelektualne lastnine in zmogljivosti. Nadella je mislil, da v vseh pogledih dejansko lastni OpenAI. Motil se je. Februarja 2026 je Sam Altman organiziral ogromen infrastrukturni posel v vrednosti $50 milijard z Amazonom. S tem je dejansko končal Microsoftove izključne pravice za oblačne storitve. Tega se ne bi smelo zgoditi. Microsoft bi moral biti edini resen igralec v igri. Microsoft Azure naj bi bil privzeta platforma za tehnologijo OpenAI. Amazon je bil tekmec, podjetje, proti kateremu tekmuješ, ne pa partner, s katerim sodeluješ. To ni bila nova pogodba z dobaviteljem ali neka večpartnerska strategija. To je bilo očitno izdaja OpenAI tehnološkega velikana, ki mu je pomagal pri razvoju. Vprašanje je, zakaj? Zakaj bi Altman tvegal jezo Microsofta? Zakaj bi ogrozil odnos, ki se je zdel najmočnejši v industriji? Ker dogovor z Amazonom ni bil le v tem, da bi dobili več strežnikov ali virov. To je bilo orožje zgrajeno za eno nalogo – premagati močnejšega sovražnika, vlado Združenih držav Amerike. Drugo poglavje. Pasti Zvezne komisije za trgovino, FTC, leta je kazalo, da bo računalniška moč največji izziv, s katerim se bo OpenAI kdaj soočil. Toda financiranje strani Microsofta je OpenAI izpostavilo še nečemu drugemu, protimonopolni zakonodaji. Opazovalcem in analitikom, vključno s tistimi v vladnih organih, kot je Zvezna komisija za trgovino, to ni izgledalo, kot da eno podjetje preprosto podpira drugo. Izgledalo je kot združitev. Seveda Microsoft in OpenAI tega nista tako poimenovala, vendar so bila dejstva jasna. Microsoft je vložil milijarde in si zagotovil ekskluzivne pravice do svojega ekosistema Azure. Tehnologija OpenAI je bila prav tako vse bolj integrirana v Microsoftove najbolj uporabljane sisteme in aplikacije, od Windows do Copilot, Office, GitHub in drugih. OpenAI je medtem vse manj deloval kot neodvisna organizacija in vse bolj kot hčerinska družba, le z lastno blagovno znamko. To je opazila tudi Zvezna komisija za trgovino, FTC. Prav tako tudi druge tehnološke znamke. Google je celo pozval vlado, naj preišče in razbije ta dogovor. Kritiki in regulatorji so trdili, da je Microsoftovo ogromno vlaganje in izključni nadzor nad oblačno infrastrukturo, na kateri deluje OpenAI-jeva tehnologija, podjetju dalo prevelik vpliv. Ni šlo le za vlaganje v obetavno podjetje, kupili so prihodnost. Zato je FTC začel preiskovati obe podjetji.
Če bi lahko dokazali, da sta vstopila v de facto združitev ali da je Microsoft pridobil nepošten monopol nad industrijo umetne inteligence, bi jo lahko prisilili k razdelitvi. Microsoft bi to lahko preživel, OpenAI morda ne bi. Ni si mogel privoščiti tveganja in je moral najti način, kako se izvleči iz svoje zagate. Zato je sklenil dogovor z Amazonom. S preusmeritvijo na Amazon Web Services oziroma AWS si je OpenAI zagotovil večmilijardni pravni ščit. Ker zdaj, če preiskovalci FTC-ja postavijo pod vprašaj zvestobo podjetja ali trdijo, da je preveč povezano z Microsoftom, lahko odvetniki OpenAI preprosto rečejo, kako naj bi bili podružnica Microsofta, če smo pravkar podpisali pogodbo o vrednosti $50 milijard z enim njihovih največjih tekmecev. To je bil popoln pravni teater ob pravem času, kajti protimonopolni primeri temeljijo na odvisnosti. Regulatorji so zelo previdni do vsakega podjetja, ki se zdi popolnoma ali izključno odvisno od drugega za svoj obstoj. Toda s podpisom dogovora z drugim tehnološkim velikanom je OpenAI dokazal svojo neodvisnost. Težava rešena. Ali pa se je vsaj tako zdelo. V resnici je bilo v tej zgodbi veliko več, kot je bilo videti na prvi pogled. Pobeg pred FTC je bil le priročen in pravočasen stranski produkt globlje in temnejše spletke. Pravi razlog, zakaj je OpenAI potreboval pogajalsko moč v odnosu do Microsofta, je bil skrit v nenavadni pravni pogodbi podpisani leta prej. Pogodbi, ki je vsebovala tiktakajočo bombo. Poglavje 3. AGI-jeva strupena pilula. Leta je OpenAI svetu govoril, da si prizadeva za AGI, umetno splošno inteligenco. Včasih imenovan tudi božji model, naj bi to bila točka, ko umetna inteligenca dejansko doseže in nato preseže raven človeške inteligence. Po mnenju strokovnjakov bo AGI sposoben razmišljati, sklepati in se prilagajati, tako kot prava oseba. Reševal bo probleme in prehajal iz naloge na nalogo, namesto da bi bil naprej programiran samo za eno določeno funkcijo ali področje dejavnosti. V bistvu je bilo to opravičilo OpenAI za vse. Vsa sredstva, ves pompa, vsi viri, vse naj bi bilo v službi eksperimenta z AGI. In za OpenAI je bila to popolna rešitev. Vse, kar so morali storiti, je bilo prepričati ljudi, naj jim zaupajo, ignorirajo očitne težave, jim predajo svoj denar in verjamejo, da bodo nekega dne ustvarili nekaj, kar bo spremenilo svet. Obstajala je le ena majhna težava, ena, ki je bila globoko zakopana v pogodbah med OpenAI in Microsoftom. Poznana je bila kot sprožilni pogoj AGI. V bistvu je Microsoft dobil navidezno trajno licenco za intelektualno lastnino OpenAI-ja. Toda ta trajna licenca je imela strogo omejitev. Takoj, ko bi OpenAI dosegel splošno umetno inteligenco, bi bil novi AGI model popolnoma izključen iz dogovora. Microsoft pa bi dejansko izgubil nadzor nad prihodnostjo umetne inteligence. Na tej točki bi vse komercialne pravice do AGI-ja ostale izključno pri OpenAI. To je paradoks, kača, ki žre svoj rep. Microsoft je vlagal milijarde v podjetje, katerega edina izrecna misija je bila ustvariti AGI. Toda takoj, ko bi bila ta misija dosežena, bi Microsoft izgubil vso svojo moč in koristi. Financiral je lastno pogubo. Ampak vodilni pri Microsoftu niso neumni. Poznali so pogoje dogovora, ko so ga podpisali. Točno so vedeli, kako jih ubiti. Vse, kar so morali storiti, je bilo zagotoviti, da OpenAI ne uspe pri svoji izrecni misiji. Želeli so, da je umetna inteligenca močna, vendar nikoli dovolj močna, da bi dosegla AGI. Tu pa se stvari zapletejo. Ker AGI ni jasna ciljna črta, se nihče ne more strinjati, kaj to pravzaprav pomeni. Tako bi Microsoft lahko vedno trdil, da to še vedno ni AGI, tudi če bi OpenAI svoje sisteme vedno bolj izpopolnjeval. Sam Altman je to vedel. Vedel je, da dokler obstaja klauzula o sprožilcu AGI, Microsoft nikoli ne bo resnično povsem zavezan partner. Vedno bi imel vzvod, vedno bi imel omejitve, vedno bi imel način, kako nadzorovati OpenAI od znotraj. Zato je moral spremeniti igro. S 50-milijardnim dogovorom z Amazonom kot nabito pištolo je OpenAI prisilil Microsoft nazaj za mizo, ne le k pogajanjem, ampak k popolni preoblikovanju pravil vojne za umetno inteligenco. Poglavje 4. Ponastavitev aprila 2026. Aprila 2026 se je ravnotežje moči premaknilo. Ni šlo za preprosto posodobitev partnerstva. OpenAI ni želel zgolj zgladiti nekaj težav ali narediti nekaj popravkov v svojem dogovoru z Microsoftom. Želel ga je popolnoma razdreti in nato ponovno zgraditi povsem po svojih željah. Na prvi pogled sta obe podjetji ohranili ugled, saj sta napovedali poenostavljen dogovor in naslednjo fazo svojega partnerstva. Toda pogoji tega dogovora so razkrili pravo sliko. Microsoft je bil še vedno opisan kot glavni partner OpenAI za oblačne storitve, vendar je že v naslednjem stavku pisalo, da lahko OpenAI zdaj svoje izdelke ponuja tudi prek kateregakoli drugega ponudnika oblačnih storitev, ki si ga želi. Ekskluzivnost Azureja je bila odpravljena.
Microsoftova nekoč trajna licenca za intelektualno lastnino OpenAI je bila prav tako spremenjena in je bil določen končni datum – leto 2032. Tehnološki velikani niso več imeli privilegiranega lastništva nad prihodnostjo umetne inteligence. Delitev prihodkov je bila uradno omejena in je bil določen rok do leta 2030. Najpomembneje pa je, da sprožilec AGI ni bil več prisoten. Ni bil ponovno definiran, pojasnjen ali spremenjen. Bil je izbrisan. Tista nejasna, težko opredeljiva klavzula, ki je leta visela nad OpenAI kot Damoklejev meč, je izginila. Nadomestilo jo je nekaj veliko preprostejšega in veliko bolj nadzorovanega. Koledar z datumi, roki in omejitvami. Z drugimi besedami, standardni korporativni dogovor. Delež Microsofta je bil prav tako formaliziran na približno 27% podjetja. To je še vedno precejšen delež, dovolj velik, da ima Microsoft določen vpliv na dejavnosti podjetja, vendar nikakor ne dovolj za popoln nadzor. Videti je bilo kot velika zmaga za OpenAI. Podjetje si je zagotovilo neodvisnost in ločilo svoje finance od mitskega mejnika AGI. Ni bila več raziskovalna ustanova, ki bi skušala sprožiti klavzulo v pogodbi, da bi si zagotovila svobodo, temveč korporacija z jasno začrtano potjo pred seboj. A obstajala je past, velika past. Da bi izpeljal ta izjemen korporativni preobrat, je moral Altman trajno uničiti samo temelj, na katerem je bil OpenAI zgrajen. Njegovo neprofitno strukturo. Poglavje 5. Smrt neprofitne organizacije. Neprofitna narava OpenAI je bila edina stvar, ki jo je ločevala od vseh drugih podjetij iz Silicijeve doline. To ni bila le še ena moč v korist človeštva. Neprofitni laboratorij, ki je deloval skrbno in premišljeno za nekaj, kar naj bi prineslo velike koristi vsem. To ni bil Google. Ni bil. Meta ni jih skrbelo za zadovoljevanje delničarjev, ker delničarjev ni bilo. Toda ta idealistični odnos ni mogel trajati. Počasi, a zanesljivo, so se začele pojavljati razpoke v maski. Konec leta 2025 je bila fasada popolnoma odstranjena. OpenAI se je preoblikoval iz neprofitne organizacije v korporacijo za javno dobro. Na prvi pogled to še vedno zveni kot pravičen namen, kompromis med prvotnim poslanstvom in potrebo po zaslužku. Korporacije za javno dobro naj bi vzpostavile ravnovesje med zasledovanjem dobička in zavezanostjo k ustvarjanju pozitivnega vpliva na družbo, skupnost ali okolje. V resnici korporacije za javno dobro še vedno služijo svojim vlagateljem skoraj enako kot katerakoli druga profitna družba. Tako kot je Altman najprej razbil in nato ponovno sestavil svoj dogovor z Microsoftom, je tudi uničil to, kar je OpenAI nekoč bil, in ga preoblikoval v nekaj povsem drugega. Temelji so bili postavljeni že leta 2023. Prvotni neprofitni upravni odbor organizacije, tisti, ki je za kratek čas odpustil Altmana, je bil odstranjen in zamenjan z ljudmi iz ožjega kroga Silicijeve doline ter nekdanjimi uradniki finančnega ministrstva. Varnostne zaščite, ki so bile nekoč ključnega pomena za celotno poslanstvo organizacije, so bile odstranjene. Sistemi, ki so zagotavljali, da je napredek OpenAI ostajal v skladu z osredotočenostjo na pomoč človeštvu, so izginili. Namesto njih so bili tam ekipe za varnost izdelkov, ki jih je bolj skrbelo, da njihova umetna inteligenca ne bi rekla česa, kar bi lahko užalilo velikega B2B naročnika, kot pa da bi dejansko škodovala resničnim ljudem. Zobniki v stroju OpenAI so bili zamenjani kos za kosom, dokler se ni nekaj temeljno spremenilo. Kar se je začelo kot raziskovalno usmerjen sistem, je začelo izgledati povsem drugače, kot stroj za dobiček, ki se pripravlja na veliko javno ponudbo delnic in je vse bolj izoliran od kakršnegakoli resnega etičnega nadzora. Za zaprtimi vrati sta Altman in vodje raziskav pri OpenAI spoznala strašljivo tehnično resnico. Niso se premikali proti splošni umetni inteligenci, kot so sprva pričakovali. Premikali so se proti zidu. Poglavje 6. Zid skaliranja. Leta je industrija umetne inteligence temeljila na neomajnem prepričanju v načelo, znano kot zakoni skaliranja. Če dodate več podatkov in več računske moči, bodo vaši modeli umetne inteligence postali eksponentno pametnejši. Vse je vprašanje virov. Če zagotovite več virov, dobite boljši izdelek. Vsa podjetja, kot je OpenAI, so morala le še naprej graditi večje in boljše podatkovne centre. Morala so vlagati v zmogljivejše čipe in procesorje. Potem so se lahko naslonili nazaj in opazovali, kako njihova umetna inteligenca sledi linearni poti do božanske inteligence. Zveni precej preprosto. In zakoni skaliranja so nekaj časa delovali. Vsaka nova generacija tehnologije umetne inteligence je bila videti kot velik preskok naprej. GPT-2 je bil impresiven, GPT-3 naslednja raven, GPT-4 je presegel pričakovanja. Zato je bilo povsem naravno pričakovati, da bo GPT-5 s kodnim imenom Orion spremenil pravila igre, morda celo predstavljal zadnji korak proti splošni umetni inteligenci. Ali pa tudi ne. Notranja poročila kažejo, da se zakoni skaliranja ustavljajo. Namesto kvantnega preskoka v inteligenci je GPT-5 začel prinašati vse manjše izboljšave.
Še vedno se zmanjšuje, vendar počasneje kot kdajkoli prej. Nenadoma je ta božanski model, ki se je zdel tik pred vrati, zdaj le še pika na obzorju. To ni le ovira, to je katastrofa. Zid skaliranja spremeni vse. Ni več tako, da bi podjetja lahko samo vlagala denar in opazovala, kako njihova umetna inteligenca čez noč postane dvakrat bolj inteligentna. Zdaj porabljajo milijarde za zgolj postopne izboljšave. In to je slabo za posel. Ne pozabimo na stopnjo porabe. OpenAI je daleč od dobička. Vsako leto izgubi milijarde. A to je vedno lahko upravičil z izjavo, da bo AGI s časoma prišel in vse popravil. Celotna finančna struktura podjetja in naložbene spodbude so temeljili na tej predpostavki. Zato je bilo tako pomembno odstraniti klauzulo o sprožilcu AGI iz pogodbe z Microsoftom. To ni bil le pravni trik, bila je tiha priznava, da je AGI privid. In če je AGI privid, je OpenAI le še eno programsko podjetje, ki ne prinaša donosov in hitro stagnira. Kako lahko tako podjetje upraviči porabo v višini $5 milijard svojim naslednjim vlagateljem? Prenehajo prodajati AGI in začnejo prodajati AI pomije. Poglavje 7. Preusmeritev v SaaS prodaja. AI pomije, spoznajte novi OpenAI. Ni več pogumno, neprofitno podjetje, ki si prizadeva za superinteligenco, ki bi spremenila civilizacijo, ampak prodajna ekipa za AI posel. Počasi, a zanesljivo se odmika od svoje prvotne misije in se usmerja k nečemu veliko bolj vsakdanjemu, programski opremi za podjetja in avtomatizaciji korporativnih delovnih tokov. In to se dogaja prav pred našimi očmi. Namesto da bi svoje napore izključno usmerjal v naslednjo evolucijo GPT tehnologije, OpenAI daje prednost alternativnim projektom, kot so agentska umestna programska oprema in modeli za sklepanje, kot sta O1 ali Strawberry. Ne utira več poti k človeškemu razsvetljenju, temveč olajšuje življenje srednjemu menedžmentu. Poudarek se je premaknil na izdelavo orodij za srednji menedžment, usmerjanje potencialnih strank, ustvarjanje marketinških besedil in obravnavo zahtevkov za podporo. OpenAI upa, da bo ta premik prinesel denar, ki ga potrebuje za zadovoljitev svojih vlagateljev. Toda s tem načrtom je velik problem. Številke se ne ujemajo. Tradicionalna SaaS podjetja, oziroma podjetja, ki ponujajo programsko opremo kot storitev, kot sta Salesforce in Adobe, poslujejo z izjemnimi maržami, ki pogosto presegajo 70%. Naredijo izdelek in ga v bistvu prodajajo za vedno, pri čemer z vsakim novim kupcem prinašajo vedno več dobička. Zato vlagatelji obožujejo SaaS. To je zlata jama. Toda poskusi OpenAI, da bi vstopil v to industrijo, ne delujejo, ker so stroški delovanja naprednih modelov za sklepanje veliko višji kot pri običajni programski opremi. Na primer, O1 stane približno $15 za 1 milijon vhodnih žetonov. Na prvi pogled se to morda ne sliši veliko, vendar je v poslovnem smislu to ogromno finančno breme. Velika podjetja s stotinami ali celo tisoči zaposlenih lahko v enem samem dnevu porabijo milijone in milijone žetonov. Nenadoma pametni asistent ni več stroškovno učinkovit del tehnološkega sklopa, temveč velik požiralec kapitala. Tradicionalna programska oprema kot storitev, SaaS, ne deluje na ta način. Microsoft podjetjem ne zaračuna vsakič, ko nekdo v Excelu odpre novo preglednico. CRM-ji nenadoma ne postanejo dvakrat dražji samo zato, ker so zaposleni kliknili nekaj gumbov in ustvarili nekaj poročil. Umetna inteligenca deluje drugače. Več kot jo uporabljate, dražja postaja. OpenAI obupano poskuša prisiliti podjetja, da v svoje poslovne procese vključijo precenjeno avtomatizirano programsko opremo z umetno inteligenco, da bi popravili svojo lastno, zgrešeno ekonomijo. Poskuša prodati digitalno zlato po ceni svinca, v upanju, da bo ljudi prepričal, da njegov požrešni agent z umetno inteligenco ni zgolj zelo draga programska oprema. Da bi dosegli želene marže, pa morajo drastično zmanjšati lastne obratovalne stroške. Potrebovati mora cenejše računalniške vire, kar nas pripelje nazaj k Amazonovemu trojanskemu konju v vrednosti $50 milijard. Poglavje 8. Amazonov trojanski konj. Dogovor z Amazonom ni bil namenjen izogibanju preiskavam FTC ali osvoboditvi iz Microsoftovih okov. Šlo je za strojno opremo. Del zaveze v vrednosti $50 milijard, ki jo je Amazon dal OpenAI, vključuje večletni dogovor, da bo podjetje za umetno inteligenco uporabljalo čipe Trainium podjetja AWS. Predtem je bil OpenAI talec podjetja Nvidia. Bil je prisiljen uporabljati Nvidiajeve H100 grafične procesorje. To je strojna oprema, ki si jo vsi v industriji umetne inteligence želijo in potrebujejo. Čipi, ki predstavljajo srce podatkovnih centrov za umetno inteligenco. Ti grafični procesori so se izkazali za zelo učinkovite pri usposabljanju in izboljševanju umetne inteligence. So pa tudi dragi. Vsak od njih lahko stane več $10,000 in to še preden upoštevamo dodatne stroške za izgradnjo preostalega strežnika okoli njega in dejansko upravljanje celotnega sistema. Veliki grozdi za učenje imajo ceno v višini milijarde $.
OpenAI je že leta plačeval davek za hasto za vsako posamezno zahtevo, ki jo obdela, z neizmerljivimi količinami denarja, ki so se stekale na račune podjetij Nvidia in Microsoft. Dogovor z Amazonom daje OpenAI-ju možnost umika. Trainium čipi niso nujno boljši od Nvidiajevih H100, vendar imajo potencial, da so veliko cenejši, po prvih ocenah celo do 50% cenejši. Prav tako naj bi porabili 40% manj energije z uporabo Amazonovih lastnih namensko zasnovanih čipov, upa OpenAI, da bo lahko bistveno zmanjšal stroške obdelave tokenov. Cenejši žetoni naj bi omogočili, da bo OpenAI-jeva brozga z umetno inteligenco lažje prebavljiva za njegove velike poslovne stranke. Morda bodo podjetju celo dali majhno možnost, da ustvari dobiček, preden leta 2030 začne veljati omejitev prihodkov. V imenu reševanja človeštva in gradnje tehnološke utopije je OpenAI ubrala povsem drugačno pot, gradila programsko opremo na lastniških Amazonovih čipih, ki delujejo v Amazonovih podatkovnih centrih, ter prodajala AI agente podjetjem seznama Fortune 500. To ni tisto, kar so si ustanovitelji podjetja predstavljali pred vsemi temi leti. To ni svetilnik odprtokodne razsvetljenosti, je le zobnik v stroju AWS. Kam torej naprej? Poglavje 9. Velika AI preusmeritev. Vojna za strojno opremo je končana. Žal, človeštvo ni zmagalo. Namesto tega so zmagovalci korporativni velikani, ki imajo v rokah čipe. Ta podjetja imajo denar in moč, da lahko počnejo, kar želijo, in jim to vedno uide brez posledic. OpenAI je svetu prodal sanje o božanski umetni inteligenci, ki bi pozdravila raka, rešila podnebno krizo in ustvarila nov svet, kjer bi bili vsi srečnejši, svobodnejši in bolj izpolnjeni. Te utopične sanje so mrtve, nadomestila jih je distopična korporativna resničnost. Microsoft, Amazon in OpenAI ne postavljajo temeljev za bolj uspešno in ustvarjalno obdobje človeškega napredka. Gradijo lastni, zaprt in absurdno drag medpodjetniški monopol. Odprta zveza, ki zdaj obstaja med temi tehnološkimi velikani, skoraj zagotavlja, da bo prihodnost interneta preplavljena s korporativno navlako umetne inteligence, avtomatiziranimi e-poštnimi sporočili, sintetičnimi poročili in agentnimi poteki dela, ki dejanskim ljudem ne prinašajo resničnih koristi. Le poenostavljajo kapitalistično mašinerijo, medtem ko spodkopavajo vrednost človeške misli in ustvarjalnosti. Sam Altman ni pobegnil iz Microsofta, da bi ustvaril boljši svet. Osvobodil se je zato, da bosta on in njegovi delničarji ob prihodu bilijonske javne ponudbe delnic zaslužila čim več denarja. To je kruta realnost umetne inteligence danes. Ne bomo dobili splošne umetne inteligence. Ne bomo videli digitalnega boga, ki bi rešil svetovne težave in nas naredil srečnejše ter bolj zdrave. Namesto tega dobivamo neizogibno avtomatizirano korporativno birokracijo. In ko sledite tej logiki do konca, postane eno vprašanje neizogibno. Kaj se zgodi, ko denar neha imeti smisel? Več izveste v 115 milijard dolarjev stopnja porabe denarja, AI balon je pravkar počil. Ali pa si oglejte to namesto tega.